želja, da dobimo na šolo, v našo sredino gospoda Bogdana Žorža, je tlela in dozorevala, če tako rečem, skoraj 2 leti. Združili smo moči in danes je gospod Bogdan Žorž med nami. Še enkrat prav lep pozdrav, gospod Bogdan, tudi vam. Želim, da današnji večer dobimo starši, vzgojitelji, učitelji, potrditev za vse tisto, kar delamo dobro, zato, da bomo samozavestni in to počeli še naprej in da razmislimo in analiziramo tam, kjer lahko še kaj popravimo. Vse pa seveda v dobro naših otrok. Zdaj pa prosim gospod Liljano Kremzer, da spregovorim še nekaj besed. Dobro večer. Gospod Bogdan Žorž je strokovnjak, ki se ukvarja z otroki, mladostniki in družinami v stiski. Pomagati jim skuša z delavnicami z področja vzgoje, medsebojnih odnosov, komunikacije, duhovnosti. Ko danes govorimo o razpuščenosti mladih, o vedenjskih težavah, o uporištvu brez razloga, o depresijah in zasvojenosti mladih, si postavljamo globoko vprašanje, ali jim ne škodujemo tudi s tem, ker jim ne znamo ali nočemo postaviti meja. Opažamo namreč, da je vse več razvajenih otrok. Kot ugotavlja naš gost, razvajenost ni v tem, ker bi imeli otroka preveč radi, marveč v tem, ker ga s tem prikrajšamo za pomembne izkušnje, brez katerih bo v življenju težko shajati. Vzgoja za odgovornost z vzgledom in pristopi, ki ohranjajo dober odnos in spoštovanje med starši in otroki, učitelji in učenci ter vsemi ljudmi je danes prav gotovo velik izziv. Vsi se zavedamo, kako težko je biti iz dneva v dan dober starš. Slaba ali pa dobra novica pri tem pa je, da popoln starš ne obstaja. Naj se še tako trudimo, nobenega zagotovila ni, da ne bomo naredili kakšne napake, niti da nas bodo razglasili za idealnega starša. Prepričana pa sem, da bo razmišljanje našega gosta marsikomu pripomoglo k njegovi jasnejši vzgojni sliki. Prosim, beseda je vaša. En lep pozdrav. Torej, o mejah naj bi nocoj kaj rekli. O mejah, o katerih zadnjih nekaj let, ko govorimo o vzgoji, kar veliko govorimo. Zdi se tako, kot da bi vprašanje meja odkrili na novo, kot neko novo, pomembno vprašanje, ampak ob tem se srečujemo tudi z mnogimi zadretami. Torej, čutimo, da so meje pomembno vprašanje, ampak prepogosto sicer uporabljamo besedo meje, govorimo o mejah, ampak ne vemo pravzaprav dovolj jasno, o čem govorimo. Pa sploh ne gre za to, da bi vprašanje meja odkrili na novo. Zagotovo so ga naši predniki zelo dobro poznali, zelo jasno poznali, je pa nekaj drugega res in sicer to, da smo vse to pokaže odnos do tega zelo pomembnega vprašanja meja v zadnjih nekaj desetletjih, recimo v zadnjih 3 desetletjih, tako nekako zabrisali. Izpustili smo ga iz našega vsakdanjega doživljanja in zato imamo na tem področju težave. Torej to, o čemer vam bom nocoj govoril, verjamem, da za večino sploh ne bo nič novega, bojo samo stare stvari. Ne bom govoril o nobenih novih znanstvenih spoznanjih in znanstvenih odkritjih, ker so ta pravzaprav tudi dosti nepomembna na tem področju, ampak bom govoril predvsem o tem, kar je, če lahko temu rečemo, nekako neka stara že ljudska modrost, ljudsko vedenje, s katerim pa smo v teh zadnjih nekaj desetletjih nekoliko izgubili stik, izgubili to povezanost s to ljudsko modrostjo in je najbrž prav, da ta stik ponovno vzpostavimo, ponovno budimo in da se vrnemo k temu, kar
pomeni neko naravno povezanost z vzgojnim poslanstvom. O vprašanju meja se seveda lahko pogovarjamo, lahko govorimo o mejah z zelo različnih pristopov, torej o mejah zelo govorijo tudi naši politiki, ne? S Hrvaško se kar naprej, nekaj zdaj bodemo glede vprašanja meja, ampak nas zanimajo meje v tem vzgojnem pogledu. Ampak vendarle te meje v vzgojnem pogledu imajo kar veliko skupnega tudi s tistimi mejami, o katerih govorijo, razpravljajo ali pa se prepirajo ali pa se tudi vojskujejo naši državni voditelji na meddržavni ravni. Torej, če hočemo o mejah razmišljati najprej zelo na kratko o tem, kaj sploh so meje, kaj je to meja. Najprej govorimo o dveh tipih meja. Prvi tip meja, prva meja je fizična meja, prepoznavna meja. To so meje, ki jih na zunaj prepoznavamo. Omenil sem državne meje. Torej, državna meja je taka zelo jasno postavljena meja. Potem so seveda tudi meje med posestmi, med parcelami svoje vrtove, svoje sadovnjake, zamejujemo, razmejujemo in tako naprej. Potem so meje, ki so recimo med ta prostor ima zelo jasno postavljene meje. To so zidovi, zelo trdni zidovi, ki so meje tega prostora, v katerem smo zdaj. Sveda pa tudi, ko govorimo o človeku, posamezniku, govorimo o mejah. Ne? Naša koža je meja, ki ločuje to, kar je moje telo, kar sem jaz, z okoljem, z zunanjostjo, kar nisem jaz. Torej, to so meje, ki so fizične, prepoznavne, merljive, otepljive, dokazljive. Poleg tega pa govorimo tudi o psiholoških mejah. Pa ne samo, da o teh mejah govori strokovna literatura. Glede, o tem govori ljudsko izkustvo. Tudi v preprosti ljudski govorici poznamo te razne, cel kup izrazov, cel kup načinov govorenja, fraz tudi, ki nakazujejo, ki opredeljujejo, ki se dotikajo vprašanja teh psiholoških meja. Recimo, kaj tako rineš vame? To je fraza, kjer sveda ne gre za to, da zdaj vrtam v telo, ampak pomeni rinem v to, kar zamejuje oziroma nasilno vstopam v to, kar zamejuje moj psihološki prostor. Torej, nasilno stopam preko te neke psihološke meje. Ali pa, kako me utesnjuje. Tu me utesnjuje. To ne pomeni, da me fizično stiskajo, ampak pomeni, da spet, da drugi prestopajo mejo tega nekega navideznega prostora, ki se ne dotika fizičnega, ampak nivo medosebnih, medčloveških odnosov. Torej, ta psihološke meje zamejujejo nekako posameznikov, ta življenjski prostor, sveda pa prav tako kot pri fizičnih mejah, tudi tu ne gre samo za prostor, za življenjski prostor posameznika, ampak tudi prostor skupine, prostor naroda. No, recimo, tudi mi, ki smo tako razpršeni, eno je fizična meja, ki zamejuje naš prostor, fizični prostor naše države. Ampak drugo je pa nacionalna meja. So nacionalne meje, ki pa se ne skladajo povsem s tem. Mi imamo tu manjšino, ki je na onstran meje, na Koroškem, in naš nacionalni prostor sega preko te meje, je drugačen. Ampak
v fizično v naravi ga ni, ne? Je samo v odnosih, v uporabi jezika in tako naprej. Torej, fizične in psihološke meje. In najprej eno vprašanje, je zdaj meja nekaj stalnega in dokončnega in trdnega in tako naprej. Ne, glede, ni. Niti fizična meja, niti psihološka meja, ni nekaj stalnega, nekaj dokončnega. Mi smo imeli meje, recimo, meje držav, ki so bile zelo trdne, kitajski zid, berlinski zid, trdne, pa so padle, so se spremenili. Meje med državami, ki jih tako trdno postavljamo in utrjujemo in tako, se spreminjajo. Samo v zadnjem stoletju, kako se je zemljevid Evrope spremenil. Tako, kako hitro se spreminja zemljevid, politični zemljevid sveta. Pa tudi meje, ko govorimo o posestih, se spreminjajo. Ljudje prodajajo posesti, kupujejo, meje se kar spreminjajo. Torej, vidite, meje niso nekaj togega, statičnega, ampak se spreminjajo. Prav tako tudi psihološke meje. Pa tudi meje mojega prostora. Torej, ko sem jaz razpoložen, kar pustim, da je moj prostor tako, da me kar povozijo, pohodijo, ampak nek drugkrat pa si postavim svoje psihološke meje zelo daleč zunaj in ne pustim ljudi do sebe. Ne? Torej, vidite, tudi vse te meje, to niso nekaj statičnega, zabetoniranega, ampak nekaj, kar se spreminja. Vidite, in zdaj zato je pa vprašanje vzgoje za meje, nekaj tako občutljivega, ker se ne gre za neko stvar, ki se jo enkrat naučimo in vemo in poznamo za vse življenje, ampak nekaj, čemu se je treba kar naprej skozi vse življenje prilagati. Zakaj je pa meja tako zelo pomembna stvar? Naloge meje sta dve. Dvojna je naloga. Prva naloga meje, prva vloga meje nam je vsem nekako znana. To je varovanje. Državna meja, z državno mejo je zamejena naša država, naš varuje, nas ščiti. Meje posesti, trdimo, postavimo, tako označimo na tak način, varuje našo posest, da nam drugi ne šalijo po njej, da ne kradejo, da ne uničijo predelka in tako naprej. Zidovi, ki zamejujejo to stavbo, nas varujejo, ščitijo pred vremenskimi neprilikami, da nas tu notri zdaj zebe, ko je že malo frišno, pa če začne dež padati, zgor meja nas ščiti, da dež po nas ne pada, da hrup ne pride do nas, da smo tu v miru in tako naprej. Torej, prva naloga je varovalna. Naša koža varuje, da se nam telo ne razleze, razpade, da nam celice in zdaj kosti in mišice in kite, kar ne se razlezijo po prostoru, nas ščiti. In seveda, mi zato to mejo našo še utrdimo, nosimo obleko, da utrdi to varovalno funkcijo, da še dodatno zaščiti to naše telo. Torej, to je prva vloga je varovalna. Ampak to varovalno, zaščitno vlogo meje, to pravzaprav, to je nekaj samoumevnega, to poznamo. Večkrat pozabljamo na to, da meja nima samo varovalne funkcije, ampak ima tudi funkcijo izmenjave. Vejte, vsa izmenjava, komunikacija, ta je tako hrda beseda komunikacija, zato jaz raje uporabljam besedo izmenjava, ko gre za izmenjavo nekih idej, misli in vsega tega, pa je še lepše reči kar sporazumevanje. Vse to se dogaja izključno na meji. Brez meje vse to niti ni možno. Pa si spet pogledamo, najprej na meddržavni ravni. Še tako trdna meja,
še tako jasno in močno zaščitena in zavarovana meja ima mejne prehode, ki so namenjeni čemu, da se dogaja neka izmenjava ljudi, blaga, dobrin, vsega na tej meji. Poglejmo, a je možno sploh kje drugje izvajati to izmenjavo razen na meji? Ne. Boste rekli, jasno, je možno tudi, da ni na meji, na letališčih, ker se to lahko izmenjavati z letali dogaja. Ja, je, ampak gledajte, ko pogledate tja, pojte pogledati na letališče, ker gre za meddržavni promet, je tam mejni prehod. Torej, fizično sicer ni tam na meji, ampak je meja nekako zaradi tega, ker se to dogaja po zraku, je tam tisti košček, ki ima funkcijo meje. Torej, ta izmenjava se ne more dogajati drugače kot na meji. In tudi, ko govorimo o človeku, tudi naše telo ima odprtine, tako kot so mejni prehodi, naše posesti, če naredimo še tako trdno ograjo okoli našega vrta, mi ne pozabimo narediti vrat, ker sicer ne bi mogli hoditi v ta vrt. In naše hiše imajo vrata in imajo okna, da se ta izmenjava dogaja. In tudi naše telo ima odprtine, skozi katere preko katerih se dogaja ta izmenjava. Kajti vsa izmenjava se dogaja samo na meji. In ko govorimo o psiholoških mejah, potem dobi to nenadoma čisto drugačno razsežnost. Vsa izmenjava, ki ji rečemo sporazumevanje med ljudmi, se dogaja na stiku teh psiholoških meja posameznih. Torej, so te meje, je meja nekaj ključno pomembnega za vse odnose med ljudmi. In če je meja nekaj tako zelo pomembnega, potem se takoj postavi vprašanje, kako vzgajati otroka za to, da se bo znal prav ravnati v skladu s temi mejami. In tu smo zdaj pri temeljnih vprašanj, vzgojnih nalogah na področju meja. Začnimo s prepoznavanjem meja. Vzgoja otroka mora potekati tako, da se otrok uči prepoznavati, kje so meje. Vsi to veste, se samodejno začne. Ne, da bi o tem posebej razmišljali. Ko dobimo dojenčka, novorojenčka v hišo, majhnega otroka v družino, potem prvo vprašanje, ki se pojavi vprašanje postavljanja meja. Ko otroka začnemo učiti, vzgajati, ga začnemo učiti. Tu ne smeš, tu je nevarno, tega ne smeš dotikati, vzamemo predmet z roko, tega mu damo, to je to. Torej, otrok prvih stvari, ki se jih uči, ko pride na svet, se uči prepoznavati meje. To je nekaj tako samoumevnega, da o tem je odveč izgubljati besede. In vendar potem se v našem času tako pogosto zgodi, da nekje na tej poti vzgoje, odraščanja, in to zelo zgodaj, že v tem predšolskem obdobju, nekako starši izgubimo stik s tem, kar otrok nujno potrebuje, in nekako začnemo zanemarjati, izpuščati, izgubljati vlogo s tem. Zdaj, kako zelo pomembno je to vprašanje prepoznavanja meja. Bom ilustriral z enim tako izkustvenim vprašanjem iz lastne prakse. Ta dom mladinski, ki smo ga formirali za pomoč otrokom in mladostnikom,
je našel svoje mesto, dobili smo to hišo, to staro v Čepovanu. To je ena mala vasica, tam v hribih nad Novo Gorico, v vasici, ki ima neko svojo posebnost. In ta posebnost je v tem, da tam domačini ne poznajo ograj, ne poznajo plotov okrog svojih posesti. V tej vasi in v tej okolici te vasi ni niti enega vrta, niti enega sadovnjaka, ki bi bil ograjen, ki bi bil ograjen. In zdaj se postavlja prvo vprašanje. A je to zato, ker imajo ti ljudje, načini, čepovanci, zdaj slabo razvit čut za meje, pa jim meje niso pomembne, kaj mislite? A je to to? Nasprotno. To je zato, ker oni ograj, plotov ne potrebujejo. Oni so si tako jasno razvili čut spoštovanja meja, da natančno vejo, kje so te meje in jih tudi spoštujejo. Torej, ne rabijo še dodatno krepiti, ne rabijo postavljati ograj, plotov, ne vem, zidov, ne vem česa, ker so jim meje samoumevne. Oni spoštujejo. Ampak kaj se zgodi, ko se v tem okolju znajdejo tujci? Naši otroci, mi z otroci v naši skupini smo bili tujci. Vidite, ko smo se mi z našo skupino, z našimi otroki, z našimi tam na sprehodu, so se začela postavljati ta vprašanja. Ti otroci bi kar beznali, vse povsod. Kaj se je pokazalo? Ti otroci ne znajo prepoznavati meja, tudi teh fizičnih meja. Oni so pač posebej tisti mestni. Oni so bili navajeni, če nekaj ni zaklenjenost s ključavnicami in zavarovano s plotom, z rampo. Še rampa ni jasna meja, ker lahko zležeš spodaj, ne? Torej, če ni tako fizično zaprto, potem to je od vseh. Vidite, in vsakokrat, ko smo dobili takega novega otroka, posebej iz mestnega področja, posebej iz področja, kjer je to tako, kot sem rekel, je bilo treba veliko truda, energije vložiti, zato da smo tega otroka naučili, kako se prepoznava te meje. Je bilo treba zelo elementarno, tako kot da čeprav je šlo za otroka, recimo 17 let starega, ga učiti tako, kot da imamo enoletnega otroka, tu je steza, tu je pot, tu lahko hodi, tu je trava, posjana, raste trava, pomeni, da ima ta trava nekega lastnika. In da ni naša, da ne smemo mi vstopiti, da je to onstran meja. Torej, prepoznavanje meja. Otroka je potrebno učiti, prepoznavati, kaj so to meje. Druga vzgojna naloga je učenje prepoznavanja vlog meja. Glede, vzgoja, ki temelji preveč na zapovedih in prepovedih, preveč poudarja varovalno, omejevalno, zaščitno vlogo meja in premalo poudarja izmenjalno, komunikacijsko, sporazumevalno vlogo meja. In zato imajo, tako zdaj malo skačem na druga področja, kasneje bomo videli, zdaj se bomo to, torej otroci, ki jih tega ne učijo, težave pri vzpostavljanju zdravih odnosov z drugim. Torej, prepoznavanje vloge, ki jo ima meja, da ima vloga obe funkcije.
funkcijo varovanja, zaščite in funkcijo izmenjave. Tretja pomembna naloga je naloga prepoznavanja posledic neupoštevanja meja. No, tu je morda točka, pri kateri se je potrebno nekoliko bolj ustaviti. Kajti, če vsaj nekaj znanj o prepoznavanju meja, vsak otrok tudi v našem času vendar vsaj nekaj osnovnih sporočil, znanj, vedenja, tudi o poznavanju vloge, zakaj so meje. Tudi ne vsak naš otrok dobi, ne glede na vzgojni vzorec, ki je v neki družini. Pri tej tretji točki, prepoznavanju posledic neupoštevanja, nespoštovanja meja, tu se pa zdi, da smo v našem času, v času, ki ga danes živimo, nekako, bi rekel, padli na izpitu. In tu je eno od vprašanj, ki kliče še najbolj po tem, da nekaj temeljito spremimo. Če čisto praktično, izkustveno, bi rekel, iz izkušenj, govorim, tudi sam se zelo veliko srečujem z mladimi, ki nekako vsaj načelno meje vendarle poznajo, priznavajo. Vejo tudi, zakaj so meje. Znajo to povedati. Ampak meja ne spoštuje. Zakaj? Zmeraj se izkaže, da nekako nimajo izkušnje o tem, kaj pravzaprav pomeni nespoštovanje meja. Če ne nekoliko za ilustracijo tega ostanem ali se zaustavim za hip ob primeru, današnjem primeru iz moje svetovalnice. Danes sem se pogovarjal z mamo 2 otrok, ki me je zelo, zelo tako prosila, čeprav sem bil danes kup drugih stvari, da sem vmes nekako na silo zmašil še en razgovor, ker me je nekako rotila po telefonu, da se stvari tako nojno pri njih se bo nekaj hudega zgodilo, če nekaj nemudoma ne ukrepamo. Tako zelo, zelo urgentno se je zdelo, da gre za življenje izgleda. In potem, ko se pogovarjava o tem, o teh težavah, pove, da ima težave s svojima 2 otrokoma, od katerih je najstarejša hči stara 24 let, drugi sin je pa star 18 let. In težave so vzgojne narave. Zdaj se že prvo tu vprašanje, pa kaj imam jaz za več vzgajati 24 hčer in 18-letnega sina? To sta 2 odrasle osebe, to sta 2 odrasla človeka. Torej, prvo vprašanje meja, ki se postavlja, je že to meja svojega vzgojnega poslanstva. Ja, pa dokdaj sem jaz dolžan vzgajati svoje otroke? Dokdaj sem odgovoren? Že formalno pravno se z 18 leti otrok pridobi status odrasle osebe, polnopravne odrasle osebe. Torej, najbrž se s tem tudi moje neke vzgojne naloge zaključijo, vzgojno poslanstvo. Ampak mi pojmo še naprej, potem o težavah teh 2 otrok. Torej, ta mama se je pokazalo, da je mama, prej je bilo omenjeno, ne delimo si v uvodu strani psihologinje, ne delimo si iluzij, da bi postali idealni starši. Torej, jaz sem to mamo zelo hitro prepoznal kot mamo, ki je daleč od tega, da bi vzgojno zanemarila svoje otroke, da bi
da bi prepovršno sprejemala svojo vzgojno vlogo. Nasprotno, mama, za katero sem zelo hitro prepoznal, da se vse življenje trudi biti idealna mama. Popolna idealna mama. In ničesar ne izpustiti svojih rok. Kajti idealna mama je mama, ki ničesar ne prepusti slučaju, nič ne izpusti, ki vse trdno drži v svojih rokah. Stiska, ki ona sama doživlja, najprej preščir. 24-letnik, ki sicer študira, pa ne da bi tako študirala, ja, nekaj ni še dokončala in celo ne da bi pretirano tako, ona tudi nekaj dela ob tem, tako da si celo študij nekaj sama plačuje. Ne? Ampak ona kadi, pomislite, in ogromno kadi, in je živčna, in je taka, in svojo mamo se nenehno krega, in potem ima fanta, ki ni primeren za njo, in že 6 let sta nekaj skupaj, in nič se ne zmenta, in ona še zdaj ne ve, ali resno hodita skupaj, ali sem mislila, ne. In v cirku skoraj več ne gre, pa jo je versko vzgajala. In zadeve so prišle tako daleč, da ti dve ženski se boste in tam skoraj pobili, če se nekaj ne zgodi. In potem je ta sin 18 let, ki je za to, da se stvari prevrele do konca, tisti dan, ko je mama klicala tako urgentno po telefonu, šel z nožem na njo. Nož kuhinjski vzel in šel na mamo, ker je hotel imeti 50 € od nje za nekaj stvari. Mama je rekla, da mu ne da, in on je vzel nož. Daj mi 50 €, če ne, ti prerežem vrat. Ampak tudi ta fant ni kaka baraba, ki bi. Ta fant tudi do zdaj še niti 1 leto ni v šoli zaostal, redno dela šolo, tudi srednjo šolo. In tudi on nekaj dela hodi, pa še kaj zasluži. Ampak ubira neke poti, s katerimi ta mama ni zadovoljna, doma se krega, grozi, izsiljuje in tako. Ne bom cele zgodbe razlagal. Ključno sporočilo, ki ga želim povedati. Torej, ta mama je svoja 2 otroka v vsakem primeru lepo vzgajala. Na nekih zelo jasnih vzgojnih načelih, na nekih zelo jasnih, po nekih zelo jasnih vrednotah. In da nas ne more sprejeti, da otroka ne živita natančno tako, kot si je ona želela in predstavila. Še bolj jo moti to, da ta otroka na vseh področjih, tam, kjer ona misli, da so neke zelo jasne meje, te meje prestopata. Da ta fant je pri 18 letih naredil izpit za avto, takoj, ko je imel 18 let, in potem si kupil nek star avto, si ga je kupil iz svojega denarja. Oče mu ga je pomagal celo nekaj porihtati, ampak zdaj ta fant vsak večer gre. Ko pride domov, se vsede v avto in gre, in to je nasprotno z nekimi načeli, ampak tudi druge stvari, ki mi je povedal, kar pristopa oba, sin in hčer. In ko sva se pogovarjala, sva se dotaknila tega vprašanja. Torej, mati ju je učila, kje so meje. Zelo jasno in lepo ju je učila. Ampak potem sem jo vprašal, kaj se je pa zgodilo, ko sta otroka prestopala te meje, ko sta bila manjša. Ja, veste, zmeraj so bili neke težave, zmeraj sta bila ta 2 otroka malo posebna.
Zmeraj sta neki tako malo po svoje. Ja, in kaj se je zgodilo, ko sta prestopala mene? Dolgo je trajalo, da sem to mamo pripeljal do tega, da mi je sploh odgovorila na to vprašanje, ker ga ni razumela. Jaz sem se učila tudi delati. Jaz sem zahtevala, tudi od sina sem zahtevala, da pobriše, pomete, počisti kuhno. Recimo, naprimer. Ampak on je kar šel. In kaj se je zgodilo potem, ko on, ki mu je bila dana naloga, da pobriše kuhno po tleh, jo pomeni in pobriše, kaj se je zgodilo potem, ko on ni upošteval tega, ko je prestopil meni? In na koncu, dolgo je trajalo in na koncu sem gotov, ja, sej kuhno je treba pomesti, pobrisati in se jo morala jesti. In kaj se je zgodilo s sinom? Da nič, on je pač ni. In tako sva začela nižati izkušnjo za izkušnjo. Ta mama je ta dva otroka zelo lepo učila, zelo lepo navajala. Ampak ko sta ona dva prestopala me od najmanjšega otroštva naprej, je seveda ona se sekirala. Zgodilo se je to, da se je ona sekirala. In ona se gnjavila, kaj še mora narediti, da bo svoje otroka bolj naučila, in ona je zgubljala živce. Ampak otroka nista občutila nobenih posledic prestopanja meja. Torej, področje je to je posledica permisivne vzgoje, ki nas je zastrupla v zadnjih 30 letih, ko nekako mislimo, verjamemo, da se da vzgajati samo na lep način. In da moramo se potruditi in paziti, da nekih neugodnih posledic prestopanja meja otrok ne bo občutil, da ne bi imel travm. Ker so nam psihologi in psihoterapeuti rekli, da kakšne huda doživetja povzročajo travm. Seveda jih, mi psihoterapeuti vemo, da take stvari povzročajo travm. Ampak mi tudi vemo, da vsaka travma ni nekaj, kar je nekaj groznega in tega, da se z tega ljudje učimo. Ko sem bil jaz mlad psiholog, na prvem psihoterapevtskem tečaju, seminarju, tam leta 72, se mi zdi, smo noreli tako psihologi, tako, ki smo se še malo pod vplivom permisivne vzgoje in vsega tega usposabljali, ko so nam organizirali v okviru psihoterapevtskega seminarja tega predavanja znanega beograjskega psihiatra, ki je imelo naslov Kriza kao šansa. Nekaj nepojmljivo, za nas je kriza travma, nekaj grozno. On pa predava na temo kriza kot možnost, kot izziv, kot šansa za to, da napreduje, da raste. Mislim, za to gre tu v tem vprašanju. Mi smo pod vplivom te permisivne vzgoje skušali, verjeli v to, da bomo lahko vzgajali otroke samo lepo, s nežnostjo in s tem, ne da bi otroci sploh prepoznavali, da nekatera naša dejanja imajo tudi neugodne posledice, neprijetne posledice. In ne da bi otroku omogočili izkušnjo, da
prestopanje meja ima tudi za njih same neprijetno posledico, tudi bolečo posledico. Torej, ena najpomembnejših vprašanj je prepoznavanje posledic prestopanja meja. Vzgojno poslanstvo naše je ne otroke zaščititi pred tem, da bi prestopali meje, ampak omogočiti jim izkušnjo, spoznanje, kakšne posledice ima prestopanje meja. Veste, mi smo celo v sistem, cel sistem, tja do državnih predpisov nekako zgradili trdno, varno, tako da bi otroci čim manj teh posledic neposredno izpustili. Jaz, ko govorim vzgojiteljcem v vrtcih, velikokrat na to poudarjam. Recimo, kako malo možnosti imajo naši otroci, da v vrtcih izkusijo neke neprijetne posledice prestopanja meja. Recimo, naš otrok nima možnosti, da bi v vrtcu izkusil, da je kako boleče je, če vtakne prst v režo v radiator. Kaj ti take reže ne sme biti? Mora biti mreža čez, tako gosta mreža, da otrok prsta ne more vtakniti noter. Sicer inšpekcija napiše zapisnik, je to napravna pomanjkljivost, ki jo mora vodstvo vrtca nemudoma odpraviti. Naš otrok vrtcu ne more izkusiti, kako boleče je, če neprevidno hodi in pade in se udare v tak oster rob, kot je tule. Ker v vrtcu tako ostrega roba ne sme biti. Po naših predpisih ne, ker morajo biti vsi varno lepo zaobljeni, tako da se ne bi tam naš otrok udaril. In mi mislimo, da je to vse zaradi naše silne ljubezni do otrok, da otroke zaščitimo pred posledicami. Eno figo. Mi jim onemogočimo, da bi se v varnem okolju, ker vrtec vendar je varno okolje, učili, kakšne posledice ima nespoštovanje nekih meja. Kajti, ko govorimo o mejah, ne gre samo za fizične meje, gre tudi za psihične meje in vsa naša pravila, vse naše, ki jih imamo za medsebojno življenje, so v bistvu neke meje, ki se jih mora otrok učiti. In če otrok odrašča brez te izkušnje, odrašča za izkušnjo, da je prestopanje meja pravzaprav nekaj normalnega, nekaj, kar je brez nekih neprijetnih posledic, torej zato ne bi prestopil teh meja. In te meje potem brez občutka slabe odvesti naši otroci, ko odraščajo, če dalje bolj prestopajo. Kaj ti tista tako famozna odgovornost, za katero danes tudi jamramo in jadikujemo, da naši otroci, da je naša mladina tako neodgovorna. Tista odgovornost je pravzaprav neposredna posledica prejšnje aline. Torej, otrok prevzame odgovornost za svoje vedenje šele takrat, ko ima jasno izkušnjo, kaj pomeni prestopanje meja. Šele potem lahko zavestno prevzame in sprejme polno odgovornost. In če se vrnem k prejšnjima dvema mojima hčerki in sinu, te moje današnje klientke, potem je ključni problem tule, pri njuni odgovornosti. Ta dva otroka sta sicer silno lepo vzgojena,
če bi tako rekli, kako jo je mama vzgajala. Ampak ona dva ne čutita nikakršne odgovornosti. Zato, ker nista imela možnosti, da bi v svojem življenju izkusila, kakšne neprijetne posledice prineše prestopanje meja. In ko sva s to mamo danes zaključevala, sva se zaključevala tako zelo na trdo. Na trenutke sem moral biti zelo trd v odnosu do nje. Ker sem jo poskušal prepričevati, da je vendarle zadnji trenutek, zadnja možnost, da dopusti svojima otrokoma še nekaj šans, nekaj možnosti, da to preizkusita, kaj pomeni nespoštovanje meja in da prevzameta odgovornost. Ampak to morata narediti one dva. Ne, da si to dolžnost nalaga mama na svoja pleča. Torej, vzgoj današnji, govorimo prepoznavanje meja, prepoznavanje vloge teh meja, prepoznavanje posledic neupoštevanja meja in prevzemanje odgovornosti. Zdaj, ko tako gledamo, to vprašanje meja ni nekaj, kar tako v luftu, ampak postane nekaj zelo oprijemljivega, zelo konkretno. Zdaj, poglejmo, kako pa to počnemo. Tisto, kar poznamo v pogledu vzgoje, sta dva temeljna vzgojna pristopa glede vprašanja meja. Prvi je togi avtoritarni pristop, toga avtoritarna vzgoja, za katero so nam tako umeti zagovorniki in aktivisti primitivne vzgoje trdili, da je pač vzgoja, ki je vladala v tem prostoru od pravilnine, da vzgoja, ki je vsililo krščanstvo in da je to v bistvu krščanstvo vzgoja in tako naprej. To so v bistvu same izmišljotine. Jaz se čudim k naivnosti pri sprejemanju teh izmišljotin. Torej, toga avtoritarna vzgoja ni vzgoja, ki bi veljala od pradavnine, ampak je najprej že to vzgoja, vzgojni model, ki se je uveljavil tam v 19. stoletju. Ne prej. Če gremo dlje nazaj v zgodovino, ni bilo toge avtoritarne vzgoje. Vsi najdemo dovolj dokazov, dovolj argumentov za to, da se v to prepričamo. Torej, in zato pojav toge avtoritarne vzgoje nikakor ni v nobeni povezavi z vero, religijo, s krščanstvom, nasprotno, je v čistem nasprotju s krščansko miselnostjo, ga je pa nekako oblikoval in ustoličil kapitalističen model svetovne ureditve, kajti kapitalizem je potreboval delavce, slepe izvrševalce svojega poslanstva, svojega dela, brez hrbtenice, brez upornosti in tako naprej. Torej, toga avtoritarna vzgoja je torej vzgoja z zapovedmi in prepovedmi, ki se uveljavljajo tudi z silo, z nasiljem, če drugače ne gre. Meje so toge in nesprejemljive in zaradi tega je potrebna zunanja kontrola teh meja. Načelo bi rekli, vse je prepovedano, razen tistega, kar je izrecno dovoljeno. Tu prostora za osebno svobodo in osebno izbiro. Moram delati to, kar me pravi, in smem delati samo to, kar me želim. Moja osebna svoboda tu nima nikakršnega prostora. Kot upor proti tej togi avtoritarni vzgoj, ki pač nekako oblikuje, vzgaja tako ljudi, če tako rečem v prenesenem pomenu, z zlomljenim hrbtenico, z upognjenim hrbtenico, se je, ki je sredi 20. stoletja, pojavlja permisivna vzgoja.
nam je prišla nekoliko kasneje, tam konc drugi polovici 60-ih let, v 70-ih letih se nekako širila in uveljavila. Permisivna vzgoja je čisto nasprotje toge avtoritarne vzgoje. Torej, meje so zelo ohlapne, pomaknjene so predaleč, torej v bistvu otroku je skoraj tako daleč, da je otroku skoraj vse dovoljeno. Predvsem pa, o čemer smo prej govorili, tudi če meje postavljamo, kršitev teh meja nima nobenih neprijetnih posledic. Vemo, da je permisivna vzgoja ukinila kazen iz vzgojnega modela. Otrok se ne sme kaznovati. Torej, neprijetnih posledic. Starši, odrasli smo dolžni zaščititi otroka, da se mu nič neprijetnega, nič hudega ne zgodi. Zato smo starši dolžni poskrbeti. In če se mu kaj zgodi, smo starši krivi in odgovorni, otrok nič. Torej, otrokovo prestopanje meja je nekaj, kar je njemu avtomatično dovoljeno. Torej, dva temeljna modela, ki jih poznamo iz zadnjega 20. stoletja, z prve polovice, z druge polovice 20. stoletja, in vidimo, da sta oba z vidika vzgoje za meje enako neučinkovita, enako neučinkovita. Prvi vzgaja torej togen odnos do meje, ampak v togem odnosu, kjer so meje zabetonirane v kitajski zid, tam se ne spreminjajo ni dinamike, ni procesov, izmenjavajo okorna, zato je komunikacija, so odnosi slabi, odnosi neučinkoviti, togi, ne, brez pravega življenja. Istočasno je pa ta toga avtoritarna vzgoja vsiljuje nekako lažne odnose. Torej, ker temelji na zunanji kontroli, pomeni, da seveda je treba meje spoštovati takrat, ko vidijo in kontrolirajo. Ampak če me ne vidijo in ne kontrolirajo, pa lahko tudi lažno. Tako, ne? Imamo torej sistem dvojne morale, kot pravno, spodbuja sistem dvojne morale, toga avtoritarna vzgoja. Permisivna vzgoja pa po drugi strani spodbuja sistem razpuščenosti, kjer je vse dovoljeno, kjer ni nobene odgovornosti. In zato tudi spet peša kvaliteta odnosov med ljudmi, ker ni potrebe po komunikaciji, po izmenjavi. Jaz si preprosto vzamem tisto, kar potrebujem. Zakaj bi se nekaj sporazumeval? Zakaj bi skrbel za izmenjavo, če si jaz kar vzamem? Torej, oba modela, bi rekli, sta enako neučinkoviti, neuspešni. Kaj je pa potem tisto, čemu rečemo zdravo postavljanje meja? Zdravo postavljanje vzgoja na teh zdravih temeljih, iz tega, kar veste, iz lastne izkušnje, boste videli, da to ni nič novega, da to ni nek nov znanstveni strokovni model, ampak da je to vračanje pravzaprav staremu. Še dlje nazaj. Samo ne v tistem smislu, kot je bilo takrat, ko se je začela tako bolj glasna kritika permisivne vzgoje, ko so nekateri zelo odločno vztrajali in pozivali k vrnitvi k dobri stari avtoritarni vzgoji, palci, ne? To, čemu rečemo zdrava vzgoja, je pozivanje k tem, da se vračamo nazaj, ampak še bolj nazaj od toga avtoritarne vzgoje. K tisti vzgoji, ki jo prepoznavamo ne iz te neposredne izkušnje, ampak prepoznavamo starih spisov, iz izročil, tudi iz pravnic, iz literature. Torej pomeni, da so to takšno vzgojo naši predniki že zelo dobro poznali
Poleg tega jo tudi danes poznajo v prvobitnih ljudstvih. Da je to nič novega. Nobeno znanstveno spoznanje, če prvobitna ljudstva to ljudstva, ki živijo neko tako sproščeno življenje, to zelo jasno poznajo. Torej, najprej, na čem je zgrajeno? Na zapovedih in prepovedih. Dajte, brez zapovedi in prepovedi ni vzgoja. Vzgoja se začne z zapovedi in prepovedi. Otrok, ko se rodi, nima nikakršnih izkušenj iz sveta. In če bi mi dosledno sledili načelom permisivne vzgoje, potem bi morali zagotoviti, da se vsak otrok začne razvoj v praskutnosti. Na prazačetku. Vzgoja se začne z zapovedmi in prepovedmi, s sporočili, ki jih otroku nekako vsilimo, ne veš bom na ta bom tako rekel, da mu na ta način nekako damo tisto izkušnjo, ki se je do zdaj v razvoju človeštva nekako nabrala. Ampak takoj zatem smo pri drugi točki. Samo učenje zapovedi in propovedi, samo nekako to vsiljevanje, vcepljenje zapovedi in prepovedi nima zadostnega učinka, če otroku ne omogočimo, da izkusi doživi jasnih posledic kršitve meje. In tu se zdaj srečamo s vprašanjem kazni. Zdaj, najprej o tem, kako poteka učenje. Torej, nekako dva načina učenja temeljno poznamo. Torej, en način je tisti, da si človek osvaja, sprejema tiste vedenjske vzorce, navade, vse te stvari, ki mu prinašajo neko ugodje, ki mu prinašajo neko korist, neko ugodje, obdobje, nekaj podobno. To je ta princip motivacija, bi rekli, približevanja, torej iskanja ugodja, iskanja neke zadovoljitve. Ampak ni samo to. Drugi princip učenja je, da se človek, otrok, uči izogibati se tistemu vedenju, tistim vzorcem, tistemu načinu reagiranja, česarkoli pa še, ki mu prinaša neugodje. To je princip izogibanja. Temelj učenja slonijo na teh dveh principih. Otrok se uči tako, da spoznava, odkriva, kaj mu prinaša ugodje, kaj mu prinaša zadovoljitve v življenju. In otrok se uči tako, da spoznava, odkriva, kaj mu prinaša neugodje, bolečino, trpljenje, žalost, ne vem še kaj vse, in da se uči, kako se temu izogiba. Zdaj, ta princip ugodja poznamo. Ne bom o tem govoril, ker tudi permisivna vzgoja je ga razvila, bi rekel, do detajla. Zelo ga je utrdila. Kaj pa velja za ta princip neugodja? Je seveda ključnega pomena, zato je živa izkušnja. To vem. Je otrok, ki je recimo padel v nek bazen ali pa v nek ribnik ali pa v reko, ki je tu. In je doživel eno veliko nevarnosti, so ga komaj rešili. Si oblikuje eno pomembno izkušnjo. In bo v odnosu do te vode zelo prelil. Bo mejo postavil zelo jasno in se bo zelo jasno zavedal, kaj pomeni prestopanje. In ne bo prestopil neke meje varnosti. Zle pa ne. Otrok, ki se opeče ob ognju,
si bo postavil zelo jasno mejo, občutek za mejo, kaj je ogenj in kaj to pomeni, in zlepa ne bo delal neumnosti na tem področju. Morda celo preveč, morda bo celo razvil nek strah, fobijo pred temi stvarmi. V vzgojnem procesu nam je cilj, da otrok postavi mejo, ampak ne pa, da razvije strah, da razvije fobijo. Že da postavi zdravo mejo, ki mu bo še dovoljevala izmenjava s tem, tudi zdravo prestopanje te meje. Kar pomeni, kjer je mogoče, da si otrok neposredno zdravo izkušnjo prideli, potem je treba otroku to omogočiti. Kaj pa tam, kjer bi bilo lahko to preveč nevarno? Zdaj, gledajte, zato, da bi otroka naučili, da je iti zdaj brez po deroči Dravi nevarno. Zato ni nobene potrebe, da bi vsakega otroka enkrat, ko Drava fejst narase, nesli dol in ga vrgli in ga potem šli reševati, da bo on doživel to izkušnjo. To bi bilo nekoliko preveč tvegano, ne? To je lahko za otroka preveč ogrožujoče. Vsakega otroka zato, da bi ga naučili, da je ogenj nevaren. Še ni potrebno opeči in ga potem nesti na klinični center, da ga tam rešujejo, da bo potem doživel to izkušnjo. Umetnost vzgoje je, da mu to izkušnjo omogočimo na dovolj varen način, ampak še vedno mora biti ta izkušnja dovolj neprijetna za otroka. In med ta del, kaj pomeni zdaj tu kazen? Vete, strokovnjaki se že nekaj desetletij dajejo okoli tega, ali je kazen vzgojna ali ni vzgojna. Če mene vprašate, če je kazen vzgojna, potem bom jaz mirno rekel, da ne. Če mene vprašate, če je kazen že koga prevzgojila, bom jaz rekel mirno, da ne. Če mene vprašate, ali je kazen v vzgoji potrebna, bom jaz rekel brezpogojno, ja, brez kazni ni vzgoj. Ampak razprava o tem, ali je kazen vzgojna ali ne, je čisto mimo, čisto odveč. Neka akademska razprava, ki je za življenje nepotrebna. Kazen je potrebna in nujno potrebna v teh primerih, ko sem zdaj govoril. Ko otroku ni mogoče zagotoviti neposredne življenjske izkušnje o tem, kaj pomeni prestopanje meja. In mu moramo mi, ker bi bila ta izkušnja lahko preveč boleča, mu moramo mi zagotoviti neko umetno bolečino. Kje rečemo kazen? In mene zato izraz kazen ne moti drugič. In zato jaz veliko raje uporabljam izraz kazen, kot pa vzgojni ukrepi, pa ne vem še kaj, pa ne vem kakve tako klobasarije, ki se izmišljamo, ki izkrivljajo pomeni, ki izkrivljajo pravo vsebino. Dajmo reči Bog, pa dajmo reči kazni kazen. Ob tem, da se zavedamo, da nobena kazen ne vzgaja in niti ni tu njen namen. Namen je dati otroku izkušnjo, ob kateri se bo pa lahko kaj naučil. Lahko tudi ne, ampak mi mu to omogočamo. Nekoč sem bil na nekem predavanju enega znanega strokovnjaka za področje vzgoje, sicer tudi velikega zagovornika otrokovih pravic,
velikega borca proti nasilju in tako naprej. Njemu so postavili provokativno vprašanje, če misli, da je fizična kazen, to, da otroko pripelje zadnje, da je kdaj tudi potrebno. In on je rekel, ne mislim, da je potrebno. Jaz mislim, da je nujno. Borc proti uporabi nasilja v vzgoju. In potem je rekel, ampak gledajte, ilustriral vam bom to moje stališče na zelo enostavnem primeru. Vzgojna naloga staršev danes ena zelo pomembnih je, da otroka vzgojimo, da se nauči, da ga čim prej vzgojimo, da ko hodi po mestu, med tem gostom prometom, ki je, da hodi samo po pločniku in da cesto prečka tam, kjer je prehod za pešce. Ampak otrok se tega zelo težko nauči. In potem, kako to počne? Počnemo tako, da mati, ko vozi otroka po mestu in ga uči, ga zagrabi, tako vklene, z roko in ga tišči, da se otrok ne bi zmuznil in ga vleče za sabo po mestu in mu ga poveduje in vse skupaj mu je to temu otroku strašansko neprijetno. In če gremo zdaj te stvari gledati, je težko vedeti, česa se je otrok iz tega pravzaprav naučil. On se nauči samo to, da je strašansko zoprno hoditi in se sprehajati po mestu in se zato tudi naši otroci, toliko jih je takih, ki se tako zelo neradi sprehajajo. Ampak mi iz tega, kar smo prej tudi že mi rekli, torej otrok se uči iz lastne izkušnje. Če bi ta otrok imel možnost, da bi stopil na cesto in da bi ga povozil avto, potem bi vedel, da ima mama prav. Ampak, a si mi to lahko privoščimo? Ni to malo prekruto? Ne. Mi si tega ne bomo privoščili, ker je ta izkušnja prehuda. Torej, na mestu, da tega otroka vlečemo za sabo in izgubljamo živce in v tem, ko dopovedujemo, ponudimo mu roko, naj se otrok poprime, zato da se bo počutil varen in hodimo po mestu. Ampak otroka bo tavžen stvari zanimivo. In prvo prilika, ki bo spustil roko in zvezda. Ampak takrat mora biti mama na mesto, da gleda izložbe, gledati, kje je otrok in takoj ga zagrabi in preden ga bo avto povozil, mu pripeljete na pozicaj. Kajti, če ga ona ljubujoče stisne k sebi, ker je rejo, če bo šel, potem njemu nekaj zelo prijetno. To, da je stopil iz varnega pločnika, mora biti deležno neprijetnega občutka, neprijetnega doživetja bolečine. In ta bolečina, ki jo je doživel, ko je preletela ena proti zadnji, je v primerjavi s tisto živo izkušnjo, da ga povozi avto, nekaj tako neznanskega, dolžnega in koristnega in lepega in zdravega, da si to težko predstavlja. Razlika med tem, ali smo nasilni starši, ali otroka vzgajamo, je v tem, ali otroku s tem omogočamo izkušnjo, ali pa ga kaznujemo, zato da pretepamo, zato da si damo duška. Nikoli ne more biti vzgojno to, da otroka doma pretepemo. Zakaj me tepeš? Ti že veš, zakaj. Če bi vedel, zakaj ne bi vprašal. Torej, kazen
je koristna in smiselna, ko jo otrok zmore jasno povezati s svojo kršitvijo prestopanja meja. In kazen mora biti neprijetna izkušnja, ki on s tem poveze in se utrdi, da prestopanje meja povzroči neke zanj neprijetne posledice. Ko smo prikazani, potem se pojavi naslednje vprašanje, okoli katerega se dogajajo tudi velike napake. Torej, jaz se tudi v svoji praksi srečujem starši, ki sicer povedo, da se trudijo z vsem. In da se tudi uporabljajo, tudi kazen in nagrado, in da otroka pohvalijo in da otroka kaznujejo, če ni priden, ampak vzgojnih učinkov povsem ni. In v takem primeru se jaz ne zadovoljim s tem, da mi starši povedo, da otroka znajo in pohvalijo in da ga znajo tudi kaznovati, ampak jih povprašam, kako otroka pohvalijo in kako otroka kaznujejo. In pri tem ugotovim, da bom jaz uporabil, to sicer govorim bezokazni, ampak bom uporabil oboje, zato ker je pomembno, da imamo oba varianta, torej pohvalno nagrado, torej prijetno izkustvo in potem kot tisto, ki vodi k izogibanju. Ko starši govorijo, da niti nagrada, niti kazen ne zaležeta, takrat se v ozadju zmeraj izkaže, da starši ne nagrajujejo otrokovih dobrih dejanj, otrokovih pravih izmer, ampak nagrajujejo otroka, ker je ta boljši, ker je itak dober, ker je super, ker je najboljši, najbolj priden na svetu in ker je zlati angelček in tako naprej. In da ti isti starši ne kaznujejo otroka, ker je razbil vrč, ker je naredil to narobe, ker ni izpolnil te naloge, ki jo je imel za izpolniti tako naprej, ampak kaznujejo, ker je lenuh, ker je malomaren, ker je gnoj, ker je varava, ker je pokvarjen do kraja, ker je lažnivc, ker je kradljivc in tako naprej. Ne kaznujejo njegovega dejanja, ampak ga kaznujejo kot osebo. Vidite, kadar kazen ne samo, da nima pozitivnega vzgojnega učinka, ampak je izrazito škodljiva, je to v primerih, ko kaznujemo otroka kot osebo. Takrat je vsak še najbolj glad, še najbolj strokovno odmirjena in izbrana kazen škodljiva. Potrebno je, da kaznujem prestopke in nalašč sem izbral to besedo prestopke. Zakaj? Star izraz nekako se ga izogibamo tudi v zadnjem času, čim manj govorimo o prestopkih. Pa spet je to eden od starih izrazov, ki so tako zelo pomenljivi. Veste, kaj pomeni beseda prestop? Prestopiti, stopiti čez mejo. Nič ne pomeni nobeno obsojanje človeka, nič ne nakazuje, ampak stopiti čez mejo. Pri meni je ta izraz prestopiti zato tako všeč, ker je čist, ker je jasno, čeprav ne vem, zakaj smo razvili predsodek. Torej, kaznujmo otrokove prestopke, ne pa kaznovati otroka kot tak. In potem še zadnja zahteva zdravega postavljanja meja. Možnost eksperimentiranja z mejo.
mraku, ko se začne mračiti, moraš biti doma. Morajo biti otroci doma. Stroga zapoved. Do kdaj? Nekaj časa. A je potem vzgojna? Če bomo nekega dne kar opustili, še kako je vzgojna in še kako je pomembna. In mi imamo takih zapovedi in prepovedi, ki veljajo samo začasno, dokler je otrok majhen, ogromno. In otrok se uči, da nekatere od teh zapovedi lahko preseže, prestopi. Ob tem se pa tudi uči, da nekatere od teh zapovedi so pa veliko bolj trdne. Tudi tega se uči s tem svojim eksperimentiranjem. In te meje potem začne vgrajevati v svoj vrednostni sistem. In to postanejo s časoma vrednote. To je sistem vzgoje, ki pomeni preraščanje iz zapovedi in prepovedi v vrednote. Vse vrednote se v začetku začnejo vzgajati kot zapovedi in prepovedi. Drugače ne gre. Ampak, če ostanejo samo zapovedi in prepovedi, nikoli ne postanejo vrednote. Zato, da postanejo te zapovedi in prepovedi vrednote, je potreben ta proces vzgoje, odraščanja, ki vključuje eksperimentiranje. Permisivna vzgoja je padla na tem izpitu. Tako kot toga eksperimentalna, ki eksperimentiranja ni dopuščala, tako tudi permisivna. Zakaj? Zato, ker tam nikakršnega eksperimentiranja ni. Tam je pač dovoljenje za prestopanje. Če imam jaz dovoljenje za prestopati, pa nič ne eksperimentiram. Eden, če ostanem pri prejšnjem primeru, tega ob mraku moraš biti doma. In potem otrok eksperimentira. In se boji, in so osamosvojeni. In potem se izbori, da je lahko še eno uro, in potem še eno uro, in potem počasi. In glihko odraste, ugotovi, da pravzaprav je možno biti to čez noč z njim. Ampak ob tem je odrastel in si nabral dovolj izkušen o tem, kaj to pomeni. V permisivni vzgoji otrokom prezgodnje dovolimo brez eksperimentiranja, kar dovolimo. In otroci si ne morejo nabrati nikakršne vzgoje. Torej, možnost eksperimentiranja zmeni. Morda kaj pomeni, ko boste rekli, ampak to je zdaj novo, tega včasih ni bilo. Glejte, dva primera vam. En primer, ki je najbrž vam zelo blizu. Tu iz teh krajev. Zamislite, tu v teh krajih so v davnih časih, ki pa niso tako davni, otroci bili pastirji. In so morali lepo vsak dan gnati svojo kravco na pašo. In otrok, ko je odgnal to svojo kravo na pašo, je bil postavljen v situacijo, ko so mu starši postavili jasne meje. Ampak on je imel neskončnih možnosti eksperimentiranja s tem. On je lahko to kravo odgnal tja, kjer so rekli, lahko jo je odgnal na sosedovo njivo, kjer se je zelo hitro napasla, Voranc in tem pisal. Lahko jo je odgnal gor, pa pustil tam in se šel zaigrati in pozabil na kravo, tudi o tem je Voranc pisal. Kaj je to drugo kot eksperimentiranje z mejo? In takrat, ko je on pozabil na kravo in se zaigral tam, nihče ni stal za njim in ga. Njemu je
lepo in živo in se je imel krasno. In je imel izkušnjo, da je to nekaj krasnega, nič groznega. Je to nekaj lepo, ampak potem je občutil posledice. Potem so bile pa posledice. In to je tisto eksperimentiranje z medami, ki ga je nekoč življenje spontano nudilo otrokom v izobilju in ki ga mi danes s tem navidezno veliko ljubeznijo, veliko zaščito, ko otroke zaščitimo in jih držimo v steklenih kletkah in zlatih kletkah, mi otrokom tega eksperimentiranja ne dovoljujemo. In potem, ko spadajo v teh najstniških letih, ko si izsilijo neke eksperimente, so na to nepripravljeni. In zato se potem dogaja lahko tudi drama. Torej, otroku je treba nuditi možnosti eksperimentiranja. Ali pa če še iz svojega otroštva ima tak primerček. Ne pa nas, tako glede kraja, veljajo ena malo čudna merila. Recimo, ukrast grozdje, tako ob cesti, trgati grozd in ga pojesti, tako spotoma, ko greš, to ne velja za kraj. To mirno lahko trgaš, tam greš po poti, trgaš grozd, pa zraven stoji gospodar, ti nišče nič ne porekel, to bo vprašal, če je dobro. To je pa dobro. Češnjo, če utrgaš z drevesa, nišče se ne bo predanil, nišče ti ne bo nič rekel. To ni kraj. No, in to je veljalo že, ne samo zdaj, ko živimo v izobilju, to je veljalo tudi v času, ko sem bil jaz otrok. In otroci, kako ne si, če je ene stvari dovoljeno krasti, druge pa ni dovoljeno, kako ne si iz tega otroka razvije zdrav čut, ne? Kako ne si zdaj? To je neka zmeda. Enkrat je dovoljeno, enkrat pa prepovedano. Kako ne si zdaj otroka to izbistri? Vidite, in otroci kot otroci smo strašno radi hodili. Mi smo vedeli za vse prve česme, prvo sadje je največ vredno. Mi smo vedeli za vse drevesa, vse češne prve, ki so dalečno okoli. In seveda, gremo, tam so zdaj, in da so zdaj. In ko smo mi zlezli na češnjo in se pasli, veste, to ni bilo nič, nobenih hudičkov ni bilo z vilami, ki bi nas zdaj parili, ker smo delali greh, ker smo kradli. Te česne so bile strašansko sladke in dobre in to je bilo krasno. In zelo lepo je bilo. Dokler se mi enkrat ponesrečno, pa je prišel gospodar, nas je najdel in potem je bil vik in krik in potem je še kakšna šiba pela in tisti, kakšen bolj počasen jih je kaj dolgo po nogah, po te zadnji s tisto šibo, ampak potem je bilo še težko iti domov, ker ta gospodar bo verjetno še doma povedal, so bile neugodne posledice. Ampak že ta gospodar nas ni preganjal zaradi tiste češke. On je vpil na mularijo, ki lomi veje. In če bi prišli sem, bi se jih lahko najedli in torej, ni problem pojesti dve češnje, problem je delati škodo. In z lastnim eksperimentiranjem, z lastnim izkustvom, smo si pač izoblikovali občutek za to, kaj pomeni delati sosedu škodo in da je to neprimerno, ne zato, ker se kao ne sme, zato, ker s tem dela škodo. In to pomeni, da nenadoma mi pravimo, da se vrednote oblikujejo tam, nekje po enem 10. in 12. letu, ampak dejansko to
je postalo že neke vrste vrednota nekega poštenja že v predšolski dobi. Z lastnim izkustvom. Torej, možnost eksperimentiranja z mejami kot neka nujna postavka, če hočemo, da se otrok uči vsega tega ravnanja z mejami. In zdaj si nekako za zaključek poglejmo še to. Meja in vprašanje človekove svobode. Meje, ja, vsi govorimo o teh mejah, ampak vendar v našem času je ena najpomembnejših vrednot svoboda. In mi moramo vzgajati človeka, otroka tako, da bomo vzgojili v svobodno biti. No, in zato se mi zdi, da je vprašanje, da je razmišljanje o mejah in vzgojih za meje nekako nepopolno in nejasno, dokler vprašanje meja ne povežemo še s vprašanjem človekove svobode. Zato, ker mi danes zelo velikokrat ta pojem svobode doživljamo in razumemo v sprevrženi obliki. Razmišljamo o tem, da je svoboda v bistvu v tem, da delam krčem, da se obnašam neodgovorno. Ampak to ni svoboda. To je pravzaprav ena huda oblika odvisnosti in huda oblika nezrelosti. Kajti, če jaz delam, kar mi trenutno pade na pamet, potem pomeni, da ne delam, kar hočem, ampak da sem sužen nekih trenutnih svojih impulzov. Svoboda je veliko širši pojem. Pojem biti svoboden pomeni zavestno, zrelo upoštevati svobodo drugih, se zavedati svojih dejanj, prevzemati odgovornost. No, in zaradi tega je vzgoja za svobodo, nekako začne s to vzgojo za odgovornost. Otroka je treba vzgajati za odgovornost. Se začne za vzgojo za odrekanje. Rekli boste, kako zvezo ima odrekanje za svobodo. Bistveno. Brez odrekanja ni svoboda. Človek, ki ne zmore odrekanja, ne zmore doživeti svobodo. Samo en droben primerček. Ugotovim, da mi manjka kruh in da je potrebno, da grem v market, grem v trgovino po štrucu kruha. In grem v trgovino po štrucu kruha. In se vrnem domov s cekarjem, polnim šare, ki jo mi potrebujem. Si sem svoboden človek, pač sem kupil, kar sem hotel. V čem je moja svoboda, če sem kupil stvari, ki jih ne potrebujem? Jaz sem potreboval štruco kruha, zato sem šel v trgovino. Nakupil sem še 10 stvari, ki jih ne potrebujem. Zakaj? V čem je moja svoboda? Nije. Sužen sem tistih, orodje sem tistih, kupil sem tisto, kar so mi vsilili z reklamo, propagando. Oni so me prepričali, da jaz to potrebujem, čeprav v resnici tega ne potrebujem. A sem svoboden? Ne, svoboden bi bil, če bi bil zmožen se tem mamljivim ponudbam odreči. In če grem v trgovino kupiti štruco kruha, prid domov s tisto štruco kruha, po katero sem šel. Ko mi pravimo, da je bistvo svobode v tem, da lahko izbiram med možnostmi, ki jih imam, kar je res. Ampak ko jaz izbiram med različnimi možnostmi, ko eno izberem, kaj se zgodi z neizbrano možnostjo? Ta ne odpade, kar tako samo vse.
se ji moram odreči. Dokler se ji ne odrečem, tudi izbira ni dokončno opravljena. Recimo, da grem jaz v trgovino kupiti eno jopco, zdaj za ta jesenski čas. Rabim eno tako jopco, zdaj za ta prehod med konine poletnim in zimom. Imam eno predstavo, kaj rabim za ta čas. In pridem v trgovino in prodajalka mi tam pokaže 10 jopc. Vseh 10 jopc je takih. Vse so lepe, v redu, vse izpolnjujejo tiste zahteve, ki jih jaz rabim za jesenski čas. A je težko izbrati med njimi? Ženske posebej boste rekli, še kako težko, ne? A je res težko? Pa zakaj ne bi bilo težko, če je vseh 10 jopc v redu? Katerokoli od teh 10 jopc vzamem, bom imel zadoščeno svoj potreb. Pa vendar tako težko izbiram. Zakaj? Zato, ker ko zberem to jopco, ja, je v redu, je fajn, ampak ona ima pa ovratnik, ki mi je tako bolj všeč. Tista ima pa zadrgo, ki mi je tako, tista ima pa vzorček, tak dizajn, ki mi je všeč. Ampak ta je tudi v redu, ne? Samo jaz se težko odrečem, oni zaradi ovratnika, oni zaradi zadrge, tisti zaradi žepka. In potem, ko zberem, ko končno zberem, ne, ko grem proti blagajničarki, namesto biti vesel, ko sem zbral, a sem vesel, ne, kaj pa če sem. A jaz razmišljam veselo o tej novi jopci, ki jo imam? Ne, razmišljam o ostalih 9, ki so ostale tam. Torej, vidite, probleme svobodne izbire ni v izbiri sami, ampak je v zmožnosti odrekanja. Izbira je kvalitetno opravljena šele takrat, ko sem se zmogel odpovedati, odreči. Vzgoja za svobodo se začne s tem. In ko mi zdaj govorimo o odrekanju odgovornosti, potem se nam nenadoma postavijo meje, o katerih smo govorili. Ne enega, ne drugega ni brez. Torej, vedete, čemu torej otroka vzgajati in mu postavljati meje? A zato, da ga bomo oblikali? A zato, da bo kar naprej gledal, kaj smem, česa ne smem? A zato, da bo kar naprej gledal? Pa dajmo ga, ne bo svobodno biti. Ne, otroku je treba meje postavljati in ga vzgajati v tem duhu postavljanja meja, zato, da bo odrastel v svobodno biti, v svobodno osebnost. Kajti brez meja ni svobodnih osebnosti. Tako jaz s tem zaključujem. Žorž, jaz bi se v imenu osnovne šole, tukajšnje župnije in pa vsi, ki smo se zbrali tukaj z vami, se iskreno prisrčno zahvalila, da ste se kljub mnogim obveznostim, za katere vemo, da jih imate, vzeli čas za nas tudi tukaj na Muki. Res iskreno hvala. Hvala za te mnoge odgovore. Mislim, da smo imeli kakšna vprašanja pripravljena, pa da smo kar dobili odgovore. Jaz sem imela 1, 3, pa sem dobila kar mimo grede odgovore. Tak da. Potem hvala za vsa osebna izkustva, ker je bilo čuti, da res za tem vaše življenje, da je tako neka teorija bila podana. Želimo vam, da bi to vaše delo vas osebno še naprej osrečevalo, kakor tudi te mnoge, s katerimi se srečujete in jim pomagate. Vse dobro na tej vaši poti vam želimo še naprej vsi skupaj. In še več takih Žoržev v Sloveniji si želimo. Pa dobrodošli še kdaj. Pripravili skupaj, ker včasih je tudi to ena ovira, ne, tako včasih vsak na svojem bregu, imamo pa iste otroke, iste starše
in smo zelo veseli, da nam je poratalo in da si želimo še naprej takšnega sodelovanja, še za kakšen tak projekt. Tako, pa če dovolite, bi zaključila z Slomškovo mislijo, ki je živel, delal, tukaj bil vzgojitelj, tudi šolski nadzornik, z eno njegovo mislijo o razvajenosti. Tako pravi, otrokom vse dovoliti pomeni storiti jih nezadovoljne za vse žive dni. Kdor želi srečno starost dočakati, se ne sme v mladih letih razvaditi. Hvala pa vsem še enim. Ta naš večer z medsebojnimi odnosi. Odnosi, kakršnikoli so že, so kakor pesek v naši roki. Če ga držimo na odprti dlani, ostane na njej. Če pa dlan zapremo in jo močno stisnemo, da bi pesek zadržali, nam uhaja med prsti. Nekaj ga ostane, večina pa bo odteklo. Tudi z odnosom je tako. Če je odprt, spoštljiv in drugega ne omejuje, bo verjetno ostal nedotaknjen. Če pa je preveč krčevit in lastniški, se izmuzne in izgubi. Zato bi bilo prav, da bi se večkrat spomnili starega monaškega reka, ki pravi: ni pomembno, kako piha veter, pomembno je, kako si napel jadra. Dovolite mi, da se tudi jaz v imenu osnovne šole Mudra iskreno zahvalim našemu gostu in seveda vsem vam, da ste se odzvali našemu povabilu. Še enkrat hvala. Pa še ena pozornost oziroma darilo naših otrok za spomin na obisk na Koroško. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost in lepo pozdravljeni.